Lep pozdrav vsem skupaj. Na 21. redni seji občinskega sveta občine Hoče - Slivnica ugotavljam, da smo sklepčni, vsi prisotni. Točka 2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje. Ima kdo kaj na zapisnik? Ugotavljam, da ne. Predlagam sledeč sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik 20. redne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke. 17 za, je kdo proti? Nihče. Točka 3. Obravnava in potrditev dnevnega reda. Gospod Jurgec, izvolite. Aha, ok. Nima nihče na dnevni red, dajem predlog sledečega sklepa: občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi dnevni red 21. redne seje. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 19 za. Točka 4. Seznanitev z elaboratom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hoče - Slivnica za leto 2017. Poročevalec, predstavnik Nigrada, gospod Tacer, izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Podjetje Nigrad je v skladu z koncesijsko pogodbo na območju občine Hoče - Slivnica in v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravilo elaborat za leto 2017, kot tudi vsako leto. Občina Hoče - Slivnica je potrdila prvi elaborat že leto 2014, kjer so se dorekle koncesijske cene in veljajo do leta 2033. Podjetje Nigrad je v svojem elaboratu povzelo tiste določbe, ki jih zahteva uredba. Tako smo prikazali stanje poslovanja v letu 2016, predlog poslovanja v letu 2017. Podjetje Nigrad ne predvideva zvišanja cen, saj so cene usklajene. Predlagalo je znižanje dveh cen, in sicer ceno čiščenja grezničnega blata iz obstoječe 32,77 € na enotno ceno 31,31 € ter ponudilo možnost obročnega odplačevanja z mesečnim zneskom 2,3 €. Nadalje podjetje Nigrad v skladu z koncesijsko pogodbo in uredbo določilo tudi znižanje cen za pregled malih čistilnih naprav, kot to veleva veljavna uredba s področja odvajanja in čiščenja. Glede omrežnine je pa tako, da se omrežnina izračuna na podlagi osnovnih sredstev oziroma amortizacije, ki jo ima v svojih bilančnih knjigah občina. Glede na to, da vemo, da je občina veliko gradila in razširila kanalizacijski sistem, bi v danem primeru občinski svet oziroma občina potrebno uskladiti cene omrežnine. Kot vemo, je cena omrežnine bila določena v letu 2014. Na podlagi projekcije v letu 2017 se ta omrežnina kar bistveno poveča. V enem delu na račun osnovnih sredstev, amortizacije in zavarovalne premije. V danem elaboratu so tudi prikazani ostali deli, s kakšnimi osnovnimi sredstvi posluje podjetje Nigrad. Opisano tudi delovanje črpališč ter predlog, da se ukini obstoječa čistilna naprava. To se pa tudi dela v letošnjem proračunu, tako da v občini Hoče - Slivnica ne bo več čistilne naprave Lestro, temveč črpališče in s tem generalno urejeno odvajanje odpadnih voda. Glede na to, da je gradivo kar obširno, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, z veseljem odgovorim. Hvala.
Zdaj, razprava je odprta. Zdaj, kot informacijo pri notranji reviziji bo tudi ta elaborat predmet pregleda interne revizije, ki jo imajo vsi elaborati gospodarskih javnih služb strani revizorke tudi pregledani. Zdaj pa odpiram razpravo. Gospod Obreht, izvolite. Prav lep pozdrav, hvala za besedo. Zdaj ne vem, če sem prav razumel, upam pa, da ja. Čistilna naprava Lestro in pa krasna kolesarska pot Slivnica Hoče. Tam, če nimate maske, ne morete iti mimo. Tako da, bo zdaj to rešena ta ekološka katastrofa, ki se je zgodila, ker če greš tam peš, je res zelo, zelo neprijetno. Je se zgodilo to, da je čistilna naprava odklopljena, da fekalna voda teče v jarek ali kak je zdaj s tem. Ekološka katastrofa se ni zgodila, ampak že traja 10, 20, mogoče še več let. V proračunu imamo to, razpis je bil izveden, tudi izvajalec je že izbran, tako da zdaj ne vem, v kolkem času bo rešeno, smo pa pri zadnjem rebalansu tudi to potrdili. Tako da, ko bo končano, bo to rešeno. Je pa v vsakem primeru težava, sploh poleti še bolj kot zdaj. Razprava je odprta. Gospod Vrhovšek, potem gospod Pust. Hvala za besedo. Na strani 11 imamo napisano seznanitev znižanja čiščenja odpadnega blata v greznicah in malih čistilnih napravah. Hkrati imamo pa podan predlog, da bi se naj odplačevala mesečna naročnina. Če si malo pogledamo, cene so sledeče. Če seštejemo to, kaj nam bi oni dali na 3 leta, je 53,77 centa za eno odvoz na 3 leta. Če pa plačujem po 2,3 evra, v 3 letih plačam 82 evrov. Seveda je to kar nekaj 29 evrov razlike. Pa me zanima, če bo to obvezen, ali pa se bo mogoče lahko ljudje tu prostovoljno odločali, da bodo to obročno odplačevali. Hvala. Hvala za vprašanje. Nigradov predlog je bil seveda absolutno na bazi prostovoljstva. To pomeni, da za nekatere, ki bi imeli več kot 2 kubika blata, bi to zneslo bistveno več, medtem ko bi nekateri imeli manj. Je neka kalkulacija za povprečno ceno in dogovorjena, izračunana cena je bila, da bi zneslo podjetju Nigrad 2,3 evra. To pomeni, da bi vi mesečno plačevali 36 obrokih in ko bi pri vas nastalo blato, bi v tej ceni tudi potem se opravila storitev brez dodatnih stroškov, brez česarkoli. Je pa odločitev absolutno na bazi prostovoljstva, ni obvezno. Hvala, gospod Pust. Lep pozdrav z moje strani. Med pribiranjem tega elaborata smo sem kar nekaj napak zasledil. Niso samo slavnične, ampak tudi v samem smislu besedila. Zdaj, da ne me vsega tega tu izpostavljal, bi izpostavil najbolj važno. Na 41. strani recimo imamo cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE. Ste napisali, da znaša 71,68 evra. To je na 41. strani 4. točka sklepa o določitvi cene za male komunalne čistilne naprave. Že takoj na naslednji strani, torej na 42. strani, ki zajema obrazložitev členov sklepa, vidimo, da podatek leta ista cena znaša 53,78 evra. Jaz bi predlagal Nigradu, da popravi celoten elaborat in ga še nam enkrat pošlje v ponovno seznanitev.
ker je zelo dosti besed ali pa sestavka, ko je copy-paste kar dano noter, večkrat se neke tabele ponavljajo, pol je tudi napisano parkrat tako, da recimo napisano v tabeli 13, pa to sploh ni potem v tabeli 13, ali pa nekaj tak, ja ne vem točno, ali je tabela 13 ali 11, to ni toliko pomembno. Drugo pa me zanima to, kako je sploh Nigrad prišel do te cene 2,3 evra za storitev črpanja greznic v primeru mesečnega odplačevanja, ker se mi zdi to dosti, ne, da bo nekdo, tako je že gospod Vrhovšek prej povedal, če ima malo greznico, potem da boš toliko naprej plačal, ne, 83-82 evrov, ali boš dobo pol vrnjen ta denar, ali kaj bo, ne, glede tega. No, to so bile moje pomisleki. Hvala. Hvala. Ja, hvala lepa. Na strani 41 je res pod osnutek sklepa napisana stara cena 71,68, vendar je v obrazložitvi, tako ste prav ugotovili, 53,78. Gre za to, da je bila prejšnja cena 71,68, pa očitno stala noter v samem predlogu sklepa, osnutek sklepa, ki se potem posebej oblikuje. Podjetje Nigrad pripravi osnutek sklepa, ki pa ni sestavni del elaborata, ki pa kot osnutek. Hvala pa za opozorilo. Glede 2,3 pa, kot sem že prej povedal, ja, seveda, vsak bi si naj pri sebi preračunal, kaj mu je bolj ugodne. Ker veste, prihajamo v dilemo, ko imajo gospodinstva naenkrat strošek, recimo 100 evrov, ne, pa nekako določene stranke tega ne zmorejo, ne, bi jim bilo lažje odplačevati 2,3 evra. 2,3 evra je bilo narejeno na podlagi analize glede števila greznic in glede števila stroškov ter povprečne količine in na podlagi tega je potem nastala cifra 2,3 evra. Je pa kot rečeno že na seveda prostovoljni bazi. Kot pomoč posameznikom, da ne rabijo enkratni strošek, si takrat sam izberejo. Razprava še odprta, gospod Ornik, imamo pa danes seznanitev, tako da lahko vse povemo, preden bomo potrjevali zadevo. Kar povejte, pa če še kdo kaj najde, se lahko Boris pošlje. Hvala za besedo. V tej točki je bila zadeva sprejetje cen. Priloženo gradivo je elaborat odvajanja čiščene komunalne in padavinske odpadne vode na našem območju. Glejte, osebno me zapisan v elaboratu razno raznih notranjih zadev Nigrada in prikaz razno raznih tabel sploh ne zanima. In še verjetno si marsikdo tega od nas niti ni pregledal, ker je to notranja organizacija Nigrada in vseh tako ali drugače po zakonu vpletenih. In zakaj me ne zanima? Imam kakšen vpliv na njihovo reorganizacijo, če je potrebno? Tudi nimam. Torej, po domači gledano se v tako napisanem elaboratu lahko skrivajo tudi notranje rezerve delovne organizacije, ki jih pač vodilni niso dorasli, da jim porežejo peruti in pač rešujejo samo s cenami že standardno odtečeno pot. In kaj naredim danes kot občinski svetnik? Ali najmogoče potrdim med ostalim zapisano v elaboratu, ali ne? Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin. So to padavinske odpadne vode v železniškem podvozu v Spodnjih Hočah in tukaj, kot vemo, je prisotna po vsakem večjem nalivu ista pesem. Torej smo nesposobni, da zadevi pridemo do dna, pa ne mislim občine. Tako je zapisal Nigrad, ker je pač elaborat njegov in Nigrad d.o.o. ima zagarantirano plačano delo, porabniki ceste v slabem vremenu pa imamo možnost oblečenega kopanja v naravni nadstrešnico. Druga alineja, odvajanje padavinskih vode s streh. Še pomnite, tovariše, včasih so te vode tekle v razno raznih potokih, njih so bile ribe, žabe in marsikaj. Danes smo že po ulicah speljali kanale, ki vodijo v kanalizacijo za fekalije in s tem nameravamo bremeniti prebivalstvo. Uničujemo naravo, istočasno pa želimo, kot sem napisal, bremeniti prebivalstvo. In pri obeh teh alinejah v elaboratu nisem zasledil napisanega finančnega bremena prebivalstva. Torej upam, da se ne motim, elaborat je potrjen, veselje sledi.
se zavedamo, da je Statistični urad Slovenije objavil podatek, da prejema v Sloveniji 270 tisoč zaposlenih osebni dohodek pod normo praga revščine. Prav tako ste slišali zaposlenih. Da prepišem, koliko je še tukaj pod pragom revščine upokojencev s polno delovno dobo. Epilog, vest mi ne dopušča, da glasujem za. Hvala. Hvala, gospod Tacer bo podal odgovore. Vmes pa ponovno povem, da danes se seznanjamo ravno zaradi tega, da se predlogi uskladijo, preden bo šlo v bilo kakršnokoli potrditev sklepa, ker tako kot je omenil gospod Tacer, je bistveno povečanje torej omrežnine in tam verjamem, da bomo v prihodnje našli neko solucijo, verjetno, ker bo občinski proračun verjetno subvencioniral delno to omrežnino. Izvolite. Ja, hvala lepa. Podjetje Nigrad, kot sem že na začetku povedal, ima koncesijsko pogodbo, ki je bila podpisana že v letu 2009. V predlogu elaborata ni cena za padavinske vode, zaradi tega, ker ima Nigrad fiksno ceno določeno. Mi zdaj cene Nigradu ne zvišujemo. Nigrad je samo pripravil elaborat, kjer je prikazal določene postavke, medtem ko je dveh postavki predlagal znižanje cene. Cena padavinskih voda ni predmet elaborata, zato tudi ni sestavni del tega in ni izračunana. In ne bo obremenila nikogar, ker se tudi ne sprejema. Nigrad ima samo eno ceno in z tisto eno ceno more poslovati za čas veljavnosti koncesijske pogodbe. Glede podvoza, kjer ste omenili, poznamo situacijo seveda, moramo se pa zavedati, da podjetje Nigrad ni vzdrževalec te državne ceste, niti občinska cesta to ni, ampak je državna cesta in za državne ceste skrbi Republika Slovenija v okviru svojih vzdrževalcev, koncesionarjev. Vzdrževalec koncesionar je dolžan z ceste spraviti vodo na tak in drugačen način. Zavedamo se pa vsi, da je sistem, ki je bil v preteklosti zgrajen, mešan, kar pomeni, da je res ogromno potokov in ostalih posledično zaradi tega izginilo in se napeljalo v kanalizacijski sistem, vendar je šel zakonodajalec tako daleč, da zahteva pri vseh objektih, ki se pridobivajo s kakršnikoli soglasjem, rečemo enostavno objekt, zahteven objekt ali na gradbeno dovoljenje, da se vse vode izločijo. Mi smo dobili nekaj projektov za posodobitve določenih objektov na Miklavški cesti, to je ta cesta, ki vodi tudi pod nadvoz in striktno zahtevamo izločitev vseh padavinskih voda. Vsak investitor, ki bo prišel k nam po soglasje v skladu z zakonom o graditvi objektov, bo dobil to solucijo izločitev odpadnih voda iz sistema javne kanalizacije. S tem pa se bodo seveda absolutno oživili potoki, jezerca in jarki in tako dalje. Hvala, razprava je odprta. Gospod Mlaj, izvolite. Hvala za besedo. Samo eno kratko vprašanje v zvezi z to tarifo 2,3 evra na mesec glede črpanja male čistilne naprave oziroma greznice. Če sem prav razumel, je to fiksna cena, s katero se zbere nekaj čez 80 evrov v 3-letnem obdobju, ko je potrebno obvezno naročiti to storitev črpanja pri Nigradu in takrat, ko je to črpanje izvedeno, je to pokrito plačilo ne glede na to, kako velika je greznica. Če pa ima nekdo malo čistilno napravo, kjer je smotrno izčrpati samo goščo, ki ne presega kubik, pa je potem bolj pametno se odpovedati temu pavšalnemu plačevanju, ampak plačati tisto storitev v enkratnem znesku, ki znese nekaj čez 40 evrov. Torej, če prav razumem, je, glede na to, da je prostovoljna izbira, do 1 kubik smotrno plačati v enkratnem znesku, nad 2 kubikoma pa pavšalno. In to je ta izbira posameznika, če sem tole prav razumel. Hvala lepa. Na kratki odgovor, ja, seveda. Čisto pavšalna odločitev, gre pa za črpanje blata, torej pomeni nekdo, ki ima malo večjo greznico, ker je nekaj več oseb, nastane nekaj več. Kalkulacija je bila narejena glih
iz tega vidika na greznice, ker malih čistilnih naprav je roko na srce zelo malo, ne. In ko daš to eno kalkulacijo skozi, tisti majhen delež malih čistilnih naprav zelo malo vpliva na ceno in ker vpliva na ceno tisti delež, ki so obstoječe greznice. Tiste greznice imajo pa bistveno več kot kubik pa pol, ne. Medtem pa male čistilne naprave že so tako moderne, da ima 3/4 kubika na 3 leta in potem je seveda absolutno ugodno je takrat plačati tisto storitev, ki znaša, rečemo, 40 €. Moram pa povedati, da se trudimo tudi znižati ceno, ker smo odvisni od centralne čistilne naprave, ampak bomo videli, kako daleč bomo prišli in bo potem še bolj ugodno. Še kakšno vprašanje? Ugotavljam, da ne. Hvala, gospod Tacer. S tem bi zaključil to točko. Zdaj, če so še kakšna vprašanja, še pošljite v vsakem primeru, pa ko bomo proučili, bomo predlagali, verjetno se v te svetniki strinjali tudi del subvencije te omrežnine, ker glede na to, da se je zgradilo za cirka 10 milijonov kanalizacije, se je z vidika tega povečala omrežnina, vrednost osnovnih sredstev, pa omrežnina posledično. Pa število priključkov. Tako da danes je samo seznanitveni sklep, ne potrjujemo tega, do naslednjič pa bomo pripravili tudi predlog občinske uprave. Predlagam sledeč sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica se seznani z elaboratom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območju občine Hoče - Slivnica za leto 2017. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke. 18 za, je kdo proti? Nihče. Točka 5. Obravnava in potrditev pravilnika o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov v občini Hoče - Slivnica. Drugo branje. Poročevalec, strokovna služba, gospa Arnišek, izvolite. Lep pozdrav. Pred vami je dopolnjen pravilnik za štipendiranje vrhunskih in perspektivnih športnikov. Pri dopolnitvah so se upoštevali vsi podani predlogi pobude, ki so bile podane na obravnavah Odbora za družbene dejavnosti in statutarno-pravne komisije. Dodatno so se vključile obrazložitve izrazov, podrobneje so se opredelili upravičenci, navedeni so viri financiranja, dodana je dikcija o odvzemu in vračilu štipendij, in na koncu je tudi sta dodana 2 osnovna kriterija za pridobitev štipendije. Hvala. Zadeva obravnava Odbor za družbene dejavnosti, izvolite. Odbor za družbene dejavnosti na svoje 18. redni seji, ki je bila 10. oktobra, obravnaval predlog pravilnika in, kot je bilo pravkar povedano, tudi pripravljene dopolnitve, ki so seveda v okviru predlaganih dopolnitev Odbora za družbene dejavnosti popolnoma zadostile temu, kar je manjkalo v prvem branju. Tako da smo člani odbora po krajši razpravi potem soglasno sprejeli sklep, da predlagamo občinskemu svetu potrditev pravilnika o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov v občini Hoče - Slivnica v drugi obravnavi. Hvala lepa. Hvala. Statutarno-pravna komisija, izvolite. Statutarno-pravna komisija je obravnavala pravilnik in imela pripombe, ki jih je gospa Arnišek zdaj že povedala, da so vključene v popravljeno verzijo in seveda zato predlagamo občinskemu svetu, da potrdi pravilnik o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov v občini Hoče - Slivnica s predlaganimi popravki. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Izvolite. Pozdravljeni. Mene pa predlagan pravilnik v bistvu ni toliko prepričal, in sicer iz 3 razlogov. Prvič, pravilnik ne vsebuje meril in kriterijev. V 1. členu sicer govori o tem, da vsebuje kriterije, ali teh v samem pravilniku ni najti, oziroma vsaj jaz jih nisem kot take, ki bi jih želela videti, našla.
Kontradiktoren je torej 1. členu 11. člen pravilnika, ki pravi, da je naloga komisije pripraviti točkovnik in kriterije za vrednotenje športnih uspehov in predloženih dokazil. V 12. členu pa namesto o kriterijih govori o pogojih in pravicah do štipendije in o tem, da se bo točkovnik pripravil pred javnim razpisom in bo priloga razpisne dokumentacije. Osebno sem odločno proti temu, da občinski svet ne sprejema meril in kriterijev, po katerih je dolžna ravnati komisija. Po mojem mnenju osnovni namen pravilnikov ravno to, da se v njem določijo pogoji, merila in kriteriji. Naloga komisije pa je, da zgolj pa v skladu z sprejetim pravilnikom izvaja postopke javnega razpisa. Drugič, zame najsprejemljiv pogoj v 3. členu za pridobitev štipendij je začasno prebivališče. Sredstva občinskega proračuna naj se porabljajo in spodbujajo zgolj naše občane in ne občane drugih občin, ki so pri nas le začasno. Začasna prebivališča bi morda pod posebnimi okoliščinami bila sprejemljiva le v primeru, da bi štipendij za perspektivne in vrhunske športnike bilo več kot le 4. Verjamem, da je vrhunskih in perspektivnih športnikov med našimi občani zagotovo več kot 4. In tretji razlog, v 3. členu pravilnika omejujemo športnike na članstvo v občinskih športnih klubih in s tem diskriminatorno obravnavamo športnike tistih športnih panog, ki v naši občini sploh nimajo klubov ali njihovi klubi ne sodijo vrhunske klube. Strinjam se, da je potrebno domače klube in njihove perspektivne in vrhunske člane dodatno vrednotiti in jim, vkolikor je to mogoče, omogočiti prednostno obravnavo pri izboru štipendij, vendar ne na tak način, da preostalim sploh ne omogočimo možnosti kandidiranja na razpisu. Govorimo namreč o pravilniku za štipendiranje perspektivnih in vrhunskih športnikov, torej posameznikov in ne vrhunskih klubov. V praksi bo to lahko pomenilo, da na primer svetovni ali olimpijski prvak v plavanju, plesu, hokeju in podobno sploh ne bo imel možnosti prijave na razpis, medtem ko bomo pa lahko nekdo, ki pri nas prebiva zgolj začasno in igra vrhunski šport v enem izmed naših klubov, prejel našo štipendijo. Sprejemljivo bi bilo, da se znotraj meril in kriterijev določijo dodatne točke za tiste perspektivne in vrhunske športnike, ki imajo stalno prebivališče v občini Hoče - Slivnica in igrajo v domačih klubih. A ta pravilnik, kot že rečeno, meril in kriterijev sploh ne vsebuje. Hvala lepa. Hvala. Takoj. Lepo zdrav, dan sem malo na slabšem glasu. Zdaj, glede samih pripomb in mnenj so absolutno dobrodošla, s tem, da bi tu želel, gremo prvo pogledati, se pravi, kaj je sploh namen pravilnika in pa šel bom utemeljiti vsako utemeljitev. Namen je, da vse tisti, ki so vrhunski športniki, ki delujejo v naši občini, ki promovirajo našo občino skozi šport, da se jim omogoči. Vmes je bilo rečeno, zakaj, kaj je s tistimi, ki so svetovni prvaki ali da nimajo društev. Tisti so čisto posebej. Poglavje, zakaj so posebej poglavje? Zato, ker je to urejeno na državni ravni. To na državni ravni ureja pravilnik o štipendiranju športnikov in športnic Republike Slovenije. Ko je nekdo v reprezentanci, ko ima nekdo svetovne rezultate in to spada pod državo. Mi pa se, lokalna skupnost, pa ima pravico, lahko tudi, če čuti dolžnost, urediti za to, kar je, se pravi, občini v interesu, da spodbuja šport na lokalni ravni, da to samostojno uredi. Zaradi tega ta pravilnik teh stvari nima not. Pomislek, ali bi bilo bolje dati ta denar društvom, da naj ona potem razporeja to ali pa občina. Mislim, da je taka ureditev, ki je bistveno boljša, ker mora biti občina tista. Imamo imeti tu transparentne karte in se ne pa nekomu dajati in po strani urejati. Da ni tu noter urejenih, se pravi, dovolj kriterijev, nobenega pravilnika
ki ga imamo, se pravi, ne vsebuje točkovnika. Točkovnik je popolnoma stvar komisije. Kriterije pa imamo, ki so zelo preprosti in ki se sklicujejo na samo olimpijski komitej. Jaz sem tudi še danes šel preveriti, se pravi, vi greste na spletno stran od olimpijskega komiteja, tam pogledate, kjer je društvo, kjer je panoga in tam noter imate vi definirano, kjer so športniki, ki so, se pravi, ki imajo ta status in samo tisti so upravičeni. Par let nazaj je bil primer, da je če mi ta informacija pravilna, se pravi, da ne bi iz OK Formisov šlo toliko punc igrati v Maribor. V tem primeru, kot imamo zdaj, ravno to želimo omogočiti boljše pogoje vsem, ki delujejo tukaj, se trudijo, kot pa ustvarjati pogoje, da bojo lahko v Mariboru ali pa kje druge trenirali, tu pa dobili štipendijo. Pomisli glede začasnega prebivališča. Začasno prebivališče je upošteval pravilnik na zakaj in na kak način. Glede, začasno ali pa stalno je pravzaprav vseeno. Varovalko, ki je pa občinska uprava tu noter dala, pa je, da lahko športnik financira šele, ko je že 1 leto prej tu. Da ne more biti. Spomnite se ponos vseh košarkarske, se pravi naša reprezentanca ekipa. Brez Antonija Randolfa osebno ne verjamem, da bi Slovenija dosegla to, kar je dosegla. Bile so polemike, tudi takrat, a je to smiselno, a je to pametno, pa so eni bili proti, pa eni za. Rezultati danes govorijo to priti. Jaz ne poznam kjerega Slovenca, ki ne bi bil ponosen. Vse najdejo kakšni posamezniki, ampak če mi želimo spodbujati klubski šport, če želimo spodbujati promocijo občine skozi zdravo občino, skozi šport, verjamemo, da je to absolutno prava pot. Poleg tega, se pravi, kriterij je dovolj. 2 glavna kriterija, tu 12. člen definira, tudi 9. se pravi, imamo postopki za pridobitev, 12. kriteriji za pridobitev štipendijo, se pravi, športniki dosežejo vrhunski, športniki dosežejo državne ali mednarodne vrednosti v svoji športni panogi. Kot rečeno, če je nekdo reprezentant, svetovni prvak, hokejist ali karkoli spada pod drug rang, to on dela že više kot lokalno in spada pod drug pravilnik. In ja, mi bomo menda pa dajali tistim, ki živijo, delajo pri nas in za promocijo našega. Se pravi, to je prva in pa status perspektivnega mednarodnega po veljavnem seznamu kategoriziranih športnikov. Ne more dobiti vsak. Olimpijski komitej lahko pogledate spletno stran, preverite notre. Zakaj bomo mi zdaj bolj pametni od vseh tistih, ki pa imajo komisija? Če vi hočete tam biti vpisan, morate imeti kriterije, tam ne moreš na lepe oči priti. Razen če pa zdaj te kriterije, ki jih vi želite, samo copy-paste naredimo. Pa mi rečemo, ne vem, to je v redu, to ni v redu, drugače pa ni smisla. In točkovnik je pri vsakih zadevah, se pravi, predlog komisije, ki ga sama definira, koliko je pač določena zadeva težka in kolikor je dobra. Tako da stališče uprave je, da ta pravilnik omogoča to, kar se je zadala, da tudi sledi temu, kar je športna zveza takrat, ki je dala predlog, da bi se ta zadeva uredila in da ureja to na transparentni način. Ko pa smo šli po spletu gledati, pa nismo našli nekih občin, ki bi imeli te vzorčne primere na ta način urejene, čeprav osebno sem prepričan, da je to dober primer, pa da bojo tudi na tem področju nas drugi sledili. Kot bi lahko tudi na področju kulture ali pa drugih dejavnosti še, ampak tu pač gremo na prvem mestu prvi korak naprej. Hvala. Gospod Tornik, izvolite. Hvala za besedo. Jaz se z gospod Romano precej strinjam, bi tu samo bega med 2. člen, naprimer perspektivni športnik in tak naprej, iz seznama kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja Olimpijski komitej Slovenije. Zakaj sta potrebne še potem 2 alineje? Zakaj sta potrebne? Ker pol me pa bega, pol pa še lahko prije tu not, ne vem kdo, ker 3. piše štipendije vrhunske in perspektivne športnih občin Hoče-Slivnica, nadaljevanju štipendije. Zdaj, če je to mišljeno to, da lahko vrhunski športnik, pol ga pač lahko nekaj določi, da vrhunski športnik. Če je pa samo
kaj je zdaj olimpijski komitej, ne? Pol je pa olimpijski komitej in med te dve zadeve, te dve ali ne begata, ne? Če mislim, da bi lahko bila se nepotrebno napisane. To zadeva naslednja pa 4. člen, ne? Tu pa dam gospodu Manikom čisto prav. Glejte, mi imamo predvidene samo 4, ne? In se nam lahko pojavijo 5, 6, lahko pa 3, ne? In kaj se bo v tistem momentu zgodilo? Se pravi, 4 bomo dali, 5 pa ne more dobiti. Pa isto, krajan, perspektivni športnik, moče v drugi panogi, pa bo zaradi tega prekrajšan. Tako da, gledajte, tu bi jaz spremenil še. Hvala. Drugi odstavek, vrhunski športnik je športnik, ki doseže vrhunski športni dosežek na državni oziroma mednarodni ravni, je mišljeno, da ne izključujemo drugih športnih panog, kot je naprimer, ne vem, da ni samo vključeno odbojka, nogomet, košarka, ampak da so tudi posamezni športi vključeni. Individualni. To ni problem, ne? Problem je to, ker so napisane štipendije za vrhunske perspektivne športnih občin Hoče Slivnica v 3. alineji, ne? Kaj se to pomeni? Če smo držali seznama olimpijskega komiteja, pa mi je jasna zadeva. To je namenjeno samo tole, v 2. členu imate v mislih. 2. člen, 3. odstavek. Ja, gledajte, ker pol se lahko pojavijo slučaje, kaj zgodi duše vse zdravljeno. To je samo pomen izrazov opisan, da se za vsakič ne ponavlja štipendija za vrhunske in perspektivne športnike, je navedeno, da se bo nadaljeval. Pri olimpijski panogi. Za vse. Za vse, ja, tiste. Ja, to je v 2. členu so v bistvu samo navedeni pojmi, kaj pomenijo. Kaj pomeni perspektivni športnik, kaj pomeni vrhunski športnik, pa kaj pomeni štipendija za vrhunske in perspektivne športnike. Da se potem v nadaljnjem pravilniku ne ponavlja vedno v celoti, ampak se na skrajšano napiše samo štipendija. Izvolite. Zdaj težava ni v tem, kdo je vrhunski, kdo je perspektivni, to v bistvu že sam zakon o športu določa, te 3 definicije, kaj to pomeni, tako da v pravilniku zapisani izrazi so v bistvu povzetek zakona. Problem je zato, ker se lahko na razpis prijavijo samo tisti športniki, ki delujejo v občinskem klubu. Teh klubov pa vemo, koliko imamo. Jaz jih poznam 5, mogoče še kje kaki 6. Se pravi, nogomet, odbojka, judo, tenis pa balinanje. Kje so pa vsi ostali športi, kje so smučari, kje so plavalci, kje so tekači, kje so kolesarji, kje so, veste koliko imamo mi športov, plesalci, ne vem, umetnostno drsanje, a ti športniki pa niso enakovredni, pa to so naši občani. In z sredstvi našega proračuna mi moramo, če dajemo razpis za štipendijo posameznikom, vsem omogočiti enako. Če gre pa za razpis in podporo klubom ali pa športnim društvom, je treba pa nek drug instrument za sofinanciranje klubov najti. Mi govorimo o sofinanciranju oziroma pomoči perspektivnih športnikov in menim, da ni prav, da jih imenujemo na domača društva. Ko vsak občan je enakovreden, ne glede na to, v katerem športu je dober in vrhunski. Hvala. Strelce še imamo vrhunske in perspektivne. Pa tenisače. Lepo zdrav še enkrat. Prvo, se pravi, vem, da bega 12. člen, da bom sam pojasnil, se pravi, 2 glavna kriterija sta. Prvo je, moraš biti v evidenci olimpijskega komiteja. To je prvi odstavek 12. In drugo, kar je, moraš imeti rezultate. To je, kar se 12. člena tiče. Kar gospa Romana govori, zato sta 2, zato morata biti 2. Se pravi, ni dovolj, da si samo tam, ampak moraš imeti tudi rezultate. Na državni ravni, če bi pa hotel stisk pravilnik na državni, može biti na olimpijskem ali svetovnem, mi pa tu dajemo na državnem, je že dovolj ali širše, ampak dovolj je že državno, medtem ko pa na državi ni tega predpisa. In tu je tisto, kar lahko lokalna skupnost reče. Ja, tudi če nekdo je državni prvak ali pa če je v prve ligi države ali pa karkoli, je upravičen do tega. Glede se pravi tega, da je omejitev, da je zdaj
pozitivna diskriminacija, da lahko dobijo le športniki, ki imajo sedež kluba v tej občini, je namerno napisano. Zakaj? Ker kdo skrbi za razvoj športa? Društva, ki so tu, so tista v prvi vrsti. Na nasprotnem primeru bomo mi, če pravilnik tu odpremo, plačevali, se pravi, bojo štipendije dobivali dijaki, študenti, ki igrajo, ne vem, nogomet v Mariboru ali pa kjerkoli drug šport. Mi moramo pa razvijati našo skupnost, naše, se pravi, klubi promovirati naše dosežke v naši občini. In če je kdo tak, jaz verjamem, da je to najmanjši problem. Če je nekdo nam dober v sabljanju, pa trenutno ni društva v sabljanju, če je nekdo tak dober, vete, društva ni tako težko ustanoviti, ali pa neke sekcije, ali pa česa in tu, ampak v tem primeru pač mora vedeti, da to prihaja iz te občine. Gospod Tornik, izvolite. Še 3. člen, ne? Upravičenec ne sme prejemati drugih štipendij, tako da tak izključen, na primer, da drugi ne more biti, ne? Da bi lahko rekli za vse. Na splošno ene štipendije drugo izključuje. Izvolite. Kar razložite, direktor. Zaradi česa gre, da ne bi nekdo dobil eno štipendijo kadrovsko, eno, da je osnova, da se jim pomaga. Zato je ta člen, ne sme dobiti drugih štipendij. Isto je na nacionalni ravni, če je nekdo, se pravi, lahko bi bil na svetovni prvak, v tem primeru bi imel pogoje na nacionalni ravni. In naj dobi tam nacionalno ravno, ne pa še hkrati menda dobo štipendije na lokalni ravni. To je čisto normalno, tudi drugi pravilniki imajo to, da se to izključuje, da ne moreš dobiti štipendij večkrat ali pa za eno delo večkrat plačati. To je čisto taka normalna zadeva. Hvala. Gospod Tornik, izvolite. Hvala za besedo. Glejte, kakorkoli bomo glasovali, ne? Mene resno moti, da lahko perspektivni športnik v neki drugi panogi, ko ni sedeža te ustanove pri nas v občini in ne more dobiti, ne? Ja pa tudi, pa živi moče od rojstva tu v Hočah ali pa v Slivnicah, v kjerkoli v naši občini in je perspektivni športnik v eni panogi, ko pač nima sedeža, tu stvari ni tu organizirana in tak ne more dobiti. Mislim, to mi pa glini ne bo všeč. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Ugotavljam, da ne. Predlagam sledeč sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi pravilnik o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov v občini Hoče - Slivnica, drugo branje. Kdo je za ta sklep? Naj potrdi z dvigom roke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 za. Kdo je proti? 1, 2, 3 je proti. Sklep sprejet. Smo pri točki 6. Obravnava in potrditev letnega programa športa v občini Hoče - Slivnica. Poročevalec, gospa Oberlajt, izvolite. Hvala za besedo. V skladu z zakonom o športu mora lokalna skupnost sprejeti tudi letni program športa, v katerem pa so določeni programi, ki se financirajo in pa višina finančnih sredstev. Občina bo zagotavljala za izvajanje letnega programa športov proračunska sredstva tistim društvom, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa v skladu z pravilnikom o športu. Sredstva za izvajanje pa so usklajene z razpoložljivimi sredstvi v proračunu za 2018. Letni program športa je osnova, da lahko sploh razpišemo javni razpis za sofinanciranje športa za 2018. Hvala. Zadevo je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. Izvolite. Člani odbora za družbene dejavnosti soglasno predlagamo občinskemu svetu potrditev letnega programa športa občine Hoče - Slivnica za leto 2018. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo.
Ugotavljam, da ni razpravljalcev. Predlagam sledeč sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi letni program športa v občini Hoče - Slivnica za leto 2018. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? 18 za, je kdo proti? Nihče. Točka 7. Odlok o načinu sofinanciranja rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti. Prva obravnava. Poročevalec, strokovna služba. Gospod Rafalt. Dober dan, hvala za besedo. Pred vami je dopolnjen oziroma prenovljen predlog odloka o načinu sofinanciranja rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti. V tem predlogu smo sledili vsem pripombam in pa pobudam, ki so bile že v prejšnji prvi obravnavi podane, tako da je v bistvu ta predlog odloka pripravljen v skladu s temi pobudami. Res pa je, na kar smo bili uprizorjeni že pri obravnavi na odborih, da še nekateri členi govorimo o protiprašni ureditvi, ta zadeva bo pa pred drugim branjem spremenjena in dopolnjena, tako da so te pripombe v bistvu že tudi bolj upoštevane in bo ta zadeva tako pač mora biti. Tako da, koliko so kakva vprašanja, smo vam tu, da odgovorim. Hvala. Zadeva obravnava odbor za komunalo, izvolite. Dober dan, hvala za besedo. Ja, odbor za komunalo predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi odlok o načinu sofinanciranja rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti v prvi obravnavi, s tem, da predlaga, da se v 4. členu k točki 1 doda nov odstavek in sicer nad 30 metrov nič točk. Hvala. Statutarno pravna komisija, izvolite. Statutarno pravna komisija je obravnavala odlok o načinu sofinanciranja rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti. Moram reči, da smo imeli nekaj vsebinskih težav, ki pa niso v naši pristojnosti, smo sicer dali v zapisnik, ampak sicer pa predlagamo občinskemu svetu, da potrdi odlok o načinu financiranja rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti s predlaganimi popravki v prvi obravnavi. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razpravljalcev, predlagam sledeč sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi odlok o načinu sofinanciranja rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti v prvi obravnavi. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? 19 za, hvala. Točka 8, obravnava in potrditev strategije oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče - Slivnica. Druga obravnava, poročevalec gospod Rafalt. Ja, hvala še enkrat za besedo. Zdaj pred vami je v bistvu predlog te strategije za drugo obravnavo. Glede na prvo obravnavo vsebinskih sprememb ni bilo. Bilo je sprememba tam v tistem tabelaričnem delu, na kar je bilo tudi na odboru za komunalo opozorjeno, tako da je tista zadeva ažurirana na dan izdaje tega gradiva. Drugih sprememb ni, tako da vam predlagam, da potrdite oziroma še vprašate, koliko so kakve dileme okrog te strategije. Hvala. Hvala. Zadeva obravnava odbor za komunalo, izvolite. Odbor za komunalo občine Hoče - Slivnica predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi strategijo oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče - Slivnica v drugi obravnavi. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razpravljalcev, predlagam sledeč sklep.
Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi strategijo oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče - Slivnica v drugi obravnavi. Kdo je za ta sklep? Za, hvala. Smo pri točki 9, imenovanje volilne komisije za izvolitev kandidata za člana državnega sveta in izvolitev predstavnikov elektorjev v volilno telo. Tukaj ni gradiva, poda se predlog. Kakšen predlog? Izvolite. Jaz predlagam, pa upam, da se boste strinjali z ozirom na to, da so bili predlagatelji za elektorje gospod Franjo Mihalič, gospod Boris Pust in gospod Jurgec Janko Barbara, jih predlagam tudi v to komisijo. Hvala. Je še kakšen predlog? Se predlagani strinjate? Ok, potem predlagam, predsednika je treba določiti. Kdo bo predsednik komisije? Še kdo? Ali se, bom vprašal, se strinjate, da je najstarejši član predsednik te komisije? Kdo je za, naj potrdi z dvigom roke, prosim, da je. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je kdo proti? Ne. Potem prosim, da vsi svetniki, mogoče najprej člani komisije, dvignete tukaj pri metki glasovnice, se podpišete, potem vsi ostali svetniki, komisija pa ima prostor tukaj v sosednjem prostoru, pa vas pol pride do vas gospa Metka Oberleit za tehnično pomoč. Člani komisije, če prvo dvignete, da lahko.